Drage gledalke in gledalci, poglejmo še na področje športa. Potem, ko se je končala večina državnih prvenstev, je športnega dogajanja nekoliko manj. Poglejmo na Polzelo, kjer je Karate klub Slovenije v sodelovanju s Karate klubom Polzela v športni dvorani na Polzeli pripravil ekipno državno prvenstvo v karateju. Ekipa Karate kluba Rudar Velenje je ponovno dosegla odlične rezultate. Med najmlajšimi so deklice do 9. leta in deklice do 11. leta postale državne prvakinje v katah. Med fanti so v katah v mladinski kategoriji Jaka Taler, David Klobasa in Belmin Ujezinovič prav tako postali državni prvaki. V članski kategoriji je ekipa zasedla drugo mesto. Nogomet je dolgo časa veljal le za moški šport. Danes pa ima Svetovno nogometno združenje FIFA vse več tudi ženskih ekip. V športnem portretu se bomo tokrat posvetili nogometu. Glavno vlogo pa bodo imela dekleta. Da, tudi nogometni klub Rudar ima ženske predstavnice. Ste vedeli? Nenazadnje so dekleta tudi aktualne pokalne prvakinje Slovenije. Tokrat se bomo v športnem portretu družili z zlatim moštvom. Ženski nogomet v Velenju je že kar dolgo prisoten, kaj ne? Kdaj ste v bistvu pričeli svojo športno pot? Ja, tako je. Leta 1983 je časopis Športske novosti v Zagrebu razpisal: iščemo najboljšo krevno skupnost v športu in rekreaciji. Največ točk si dobil, če si ustanovil kako novo društvo ali nov klub. In takrat smo mi v Škalah ustanovili ženski nogometni klub in seveda potem zaradi teh točk, lahko povem, smo tudi bili prvi v Jugoslaviji, ne v Sloveniji. Sedaj ste že kar uspešen klub, nekako ste pa v letih med 2004 in 2007 ostali brez članske ekipe. Kdaj ste potem na to ponovno pričeli člansko ekipo? Ja, tako je. Mi smo imeli pač takrat dejansko težave. Po letu 2002, ko smo bili državni prvaki, pokalni prvaki, je, moram reči, pa zaradi finančnih težav nismo mogli več klub in smo se vrgli samo na mlade. Do U17 smo šli naprej, pa ne. Tako da smo potem 2006. leta smo pričeli z U17, z U15, no in 2007. leta smo prišli tako daleč, da smo ponovno ustanovili tudi člansko ekipo. Če se nekoliko sprehodiva skozi zgodovino kluba, letošnji uspeh, osvojitev pokala Slovenije ni osamljen primer, kaj ne? Katere uspehe še imate? Ja, če gremo najprej na pokal, tu smo bili najuspešni. Leta 1998 smo osvojili prvi pokal. In potem seveda leta 2001, 2002 in zdaj 2015. Državni prvaki pa smo bili leta 2001 in 2002. Že prej ste nekako omenili, da imate močan mladinski pogon. Koliko mladih nogometnih navdušenk trenutno štejete? Ja, tokrat zdajle sem res zelo zadovoljen. Tako kot je zdaj trenutno, v tem momentu, pravzaprav še v teh 30 letih ni bilo, da smo imeli toliko mladih. Zdaj trenutno imamo 60, se pravi od 8. leta pa do 17. leta. Po letu 2002 ste letos v vitrine, klubske vitrine prinesli novo lovoriko. Kaj ste osvojili? Ja, osvojili smo naslov pokalnega prvaka, kar to nam veliko pomeni. Dolgo smo se mučili za ta pokal, celo 3 leta, četrtič je pa nam le uspelo. Bi lahko rekli, da ste na igrišče poslali najmočnejšo enajsterko, koga so v bistvu punce premagale? Ja, premagali so praktično eno najmočnejšo ekipo v Sloveniji, to je Pomurje. Mi smo sestavili trenutno položaj, kolikor smo zmogli najmočnejšo ekipo. Imeli smo veliko poškodb, ampak nekako punce so zdržale tudi te poškodbe. Kaj pričakujete od deklet na treningih, kot potem tudi na tekmah? Ja, pričakujem eno taktično disciplino, da se čim bolj približamo tisto, kar delamo na treningu in to, da damo bolj v igro.
med samim treningom že poskušamo nekaj se pripraviti na eno določeno tekmo in tu pričakujem, da damo vse, kar smo naredili na treningu, da damo to noter v igro. Je mogoče nekakšen skriti cilj tudi nastop v ženski ligi prvakov? Ja, cilj je nam še vedno ostal enak, postati državni prvak. Letos ste z ekipo že osvojili eno od lovorik, postale ste pokalne prvakinje. Je to tvoja prva lovorika? Ja, v bistvu s člansko ekipo je to prva. 3 leta nazaj smo z U17 ekipo osvojili zimsko ligo, no. Tako da to je bila res ena taka velika lovorika za nas letos. Ko se takole pred tekmo postaviš pred nasprotnice, kaj v bistvu takrat razmišljaš? Ja, recimo prve nekaj minut je zelo živčnih, razmišljaš vse druga, samo o nogometu ne. V bistvu vidiš, malo preceniš nasprotnice, kako se postavljajo, kako so fizično, kaj. Pa v bistvu se posvetiš bolj sebi, no, pa v bistvu probaš razmišljati samo o svojih dobrih lastnostih. Že prej si dejala, da je ta lovorika letos bila zelo pomembna. Kaj pa osebno tebi pomeni? V bistvu ogromno. Glede na to, da je ena prva taka večja moja lovorika s tem klubom, v bistvu, ker veš, da to se ne zgodi čez noč, ne, da je treba delati za to več let, ti še toliko bolj pomeni. No. Imate takole pred tekmo z dekleti, ko se pripravljate, kakšno posebno vraževerje? Ja, mislim, da je naša vraževerje muzika. Mi se zelo sprostimo ob njej in smo prva ekipa, tudi pojemo, pa plešemo sploh ob zmagah, pred tekmo pa se isto sprostimo z muziko. Se po končani sezoni z dekleti še družite ali odpotujete vsaka na svoj konec in nekoliko odpočijete, pa se potem zopet dobite na pripravah? Prvo je zdaj, v nedeljo je bila končana sezona, smo 3 tedne fraj, ampak punce nismo tako zelo daleč, da se ne bi mogli družiti, zato se tudi družimo v prostem času. Kaj ti pa osebno pomeni ta lovorika pokalnih prvakinj, ki ste osvojili? Ja, pomeni mi res veliko, mislim, na celi ekipi. Imeli smo namen osvojiti ali naziv pokalnih prvakinj ali državnih, oziroma oboje, ampak ker nam naziv državnih prvakinj pač ni uspelo, smo zato toliko bolj veseli, da smo jim vzeli naziv pokalnih prvakinj. Če se za konec intervjuja še nekoliko vrnemo k sami prihodnosti kluba, kam boste sedaj usmerili pot ženskega nogometnega kluba Rudar? Ja, pot usmeriti, to se pravi izboljšati še člansko ekipo, popraviti določene napake, okrepiti razna igralna mesta, izredno spodaj delati z pomladko, to se pravi povečati igralke nižjih nivoj, to so 12, 13 in 15, ter delati na tem, da osvojimo en cilj. Cilj je pa še vedno nam biti osvojiti pokalnega prvaka in državnega prvaka. S tem pa smo prispeli tudi do konca današnje oddaje. Lep preostanek tega torka vam želimo.